bog, fantje. O, ne. Praktično sem zdaj na dnu. Gremo ven. Gremo! Gremo! Fantje, pravkar smo pristali na enem izmed najbolj norih terenov doslej. Pristali smo na avstralskem mangrovskem otoku. In jaz in Frothy tukaj bova preživela brez hrane, brez vode in brez zavetja v ultimativnem izzivu preživetja. Fantje, tukaj so živali, ki nas želijo ubiti. Preizkusimo Frothyja. Upam, da bova preživela naslednjih nekaj dni. Hej, punčka, si navdušena? Gremo, dej pidiva. Eno stvar vam lahko obljubim. Nekateri izmed živali, na katere bomo naleteli v naslednjih nekaj dneh, bodo neverjetni. Odpravi se bomo na ta mangrovski otok. Pravkar smo prispeli do mangrovskega sistema in pokazal vam bom vse, kar imamo v našem nahrbtniku. Najprej imamo GoPro in baterije za GoPro. To je vsa voda, ki jo imava jaz pa Frod za naslednjih nekaj dni tukaj. Ni velik, fantje, ampak upam, da nama bo zadostvala. Seveda imava tudi sredstvo za hitro ukrepitev. Veste, to bova vzela šele, ko bova popolnoma na dnu. Mala tudi ta skrivnostni predmet. Tukaj imava neki ribiške vrvice in neki trnkov. In imam majhno idejo, kako bi to lahko uporabila, ampak nimava nobene vabe, fantje. Tako da morava najdeti kakšno žival. Imava najno zvesto mačeto, s katero lahko izdelava orožje, raziskujeva in uloviva kakšno večjo žival. Nahrbtnik je popolnoma prazni. Čas je, da to naložba se odpravlja globoko na tisti mangrovski otok in vidva, kaj lahko jaz in Frod najdeva tukaj. Obljubam vam, da živali, na katere bova naletela med to odpravo, verjetno še nikoli v življenju niste videli. Gremo, punčka! Trenutno imamo izjemno oseko in načrt je, da raziščemo čim več kot lahko. Čez približno 3 do 4 ure bo plima popolnoma napolnila to območje in mi bomo takrat pod vodo. In upajmo, da so živali, ki jih iščemo, trenutno na suhem. Želim hitro preveriti, če lahko najdemo kakšno orožje ali kakšno stvar, ki bi jo lahko uporabili, da bi ujeli ali zadržali katero od teh živali tukaj, ker mislim, da imamo le še nekaj ur, fantje. Dobesedno bijemo bitko s plimo. To je popolno, poglejte to. Tukaj imamo staro drevo. Dokler je trdno, ja, zdi se precej trdno, mislim, da ga bomo lahko uporabili in izdelali nekakšno sulico ali orožje, ki ga bomo lahko uporabili na tem mangrovskem otoku. Frod, ravno sem se udaril s palico v obraz. Ta konec tukaj bo smrtonosni konec. Ta del bo zelo oster. In to bo konec sulice, s katerim bomo lahko prebodli živali. Poglejte tole. Res je ostra, fantje. Ta stvar bi morala biti pripravljena. Prav, gremo na lov. Vzamemo nahrbtnik in začnemo raziskovati ta mangrovski sistem. Torej, imamo 2 orožji. Imamo sulico in mačeto. Odpravili se bomo sem gor, iščemo karkoli, kar lahko najdemo tukaj v naslednjih nekaj dneh, da nam pomaga. Kakršenkoli vir beljakovin, karkoli, kar nam lahko pomaga pri gradnji zavetja. Karkoli najdemo, bomo pobrali. Frothy, šla si naravnost mimo, punca. Poglejte tole tukaj, fantje. Imamo nekaj starih rakov. To je del oklepa blatnega raka, starega tukaj zunaj. Punca, poglej tole. Kako si že tako blatna? No, kar bojo te raki tukaj naredili je, da bojo dejansko jedli svoje. In potem bo ta oklep postal svetlo-rdeče barve zaradi sonca in vsega tega. Pravkar smo našli tudi to luknjo. Morda je noter rak. Pravzaprav se zdaj počutim kot gangster. Imam 2 orožji, to bova dala na stran. Te luki je tukaj na odprtem. Včasih najdemo velike rake, ki se skrivajo v njih. Moramo iti noter z golimi rokami, da ugotovimo, ali je kaj noter. Moji celi roki sta noter, pa še vedno ne dosežem do konca. V redu, tukaj bom moral iti povsem noter, fantje. To bo verjetno ena najbolj umazanih lukenj, v katerih sem bil kdajkoli. V redu. Še vedno niti ne dosežem zadnjega dela tega. Fantje, ta luknja gre čisto nazaj in potem naredi ogromen U-obrat.
Mislim, da je tam noter velik rak. Saj mislim, da ga ne moremo doseči. Morali bomo iti globlje v mangrove. Gremo. Fantje, poglejte tole. Zdaj pa povejte, kdo za vraga je v soboto zvečer tako pijan, da konča v mangrovah, prijatelj? Definitivno imam neki prijateljev, ki so to že naredili. Froth je dejansko raziskoval tukaj zgori. Fantje, pravkar sem našel velik hlod. Pogledal bom spodaj, da vidim, kaj imamo. Je kaj tam spodaj? Ne izgleda, da bi bilo kaj posebenega. Froth je pravkar nekaj našel. Froti, kaj si naša punčka? O, bog, fantje, poglejte to. Našla je mrtvega cipelja, pridna punčka. Dajmo jo oprat. O, bog. O, fantje, ta stvar je res gnila. Zagotovo je tukaj ležala vsaj nekaj dni. O, dobesedno se je začelo razkrajati in vse to. Smrdi človek. Imam majhno idejo, kako bi to lahko uporabili, da privabimo kakšno žival. Imamo kup trnkov na hrbniku in nekaj ribiške vrvice. To bomo lahko uporabili in nastavili na ta kos lesa, fantje. In to bo epska mala past, ki jo lahko pustimo zunaj. Tukaj bomo začeli odmerati malo vrvice. To bo popolno. Verjetno želimo, da je dolga približno 40 cm. Naša ribiška vrvica prihaja z te veje tukaj z enim trnkom. Ideja je, da jih imamo približno 10 raztresenih po tem območju. In potem imamo 10 različnih možnosti, da ujamemo ribe. Ta cipelj tako smrdi. Delali smo na tej mali pasti tukaj in poglej to. Fantje, tukaj imamo res ultimativno malo ribjo past. To bomo lahko postavili v plimni kanal in to bo praktično samo stalo tam, ko bo plima prihajala in odhajala. In upam, da bomo ujeli kakšno žival. Ja, to bomo lahko uporabili za vabo. Plima zdaj hitro prihaja in odhaja. Vabo obesimo prav tukaj. In potem bomo to označili. Tako. To je precej zakopano v zemljo na drugi strani, fantje. Vse ribe bi to morale kar zavohati. Držimo pesti, fantje. Nikoli še nisem lovil na tak način. Tako da nimam pojma, če bo to delovalo. To ribjo pas moramo pustiti vsaj nekaj ur v tistem mehnem potoku tam zadaj. Upam, da nam bo to dalo najboljšo možnost, da kaj ujamemo. V redu, fantje. Pravkar sem se ustavil v senci za 10 minut. Tam zunaj me popolnoma peče. Fantje, je neznosno vroče. Ne vem, kaj se dogaja zdaj, ampak mislim, da sem dobil sončarico. Ves dopoldan sem bil na soncu in hodil naokoli, ravno sem končal s tisto pastjo in sem popolnoma pečen, fantje. Nimam pojma, kaj se bo zgodilo po noči. Trenutno imamo kar nekaj vetra, to pa odganja vse peščene mušice in komarje stran od mene. Ampak če ta veter poneha, fantje, me bojo čist popikale. In recimo tako, mislim, da nas čaka ena težka, dolga noč. V redu, fantje, zdaj se bomo podali malo globje v mangrovski otok. Praktično nimamo nobenega prostora za spanje nocoj. Nimamo hrane in zmanjkuje nam tekočine. Moram poskušati prihraniti čim več energije, medtem ko iščem kakršnokoli hrano. Ne moramo računati tisto ribjo pas, fantje, ker ne vem, kaj se bo tam zgodilo. Tega še nikoli nisem počel. V redu, fantje, zdaj smo res sred vsega. Tukaj morajo biti veliki raki. Vidite to, mehna napihovka. Imam ga. Človek, z golimi rokami sem ga prijel. To je mehna napihovka. Če to poješ, boš skoraj takoj mrtev. Imajo dovolj strupa, da ubijajo 30 ljudi. In to tam je ena nora mala žival. Poglej to stvar, spustili jo bomo. Tam gremo naprej. Tukaj mora biti še več živali. Saj nekatere lahko pojemo. Vidiš, kako se vse te mlake začnejo polniti. To je plima, ki prihaja skozi. To ni dobro, ni dobro. Medtem, ko se premikam, me napadajo vsi ti pajki. Komarji me pikajo. Pred kratkim me je pičila osa. Tukaj se to dobesedno nikoli ne konča. O, bog. Upam, da se bo splačal, ko najdem kakšno hrano. V redu.
Vidite to tam? To je majhna školjka, fantje. To bomo lahko pojedli. Ni veliko, ampak če jih zberemo nekaj, bo to vsaj nekaj goriva. Fantje, nima niti časa, da bi jih skuhal ali kaj podobnega. To je malo tvegano, ker če to pojem in zbolim, bom verjetno dobil drisko ali kakšno čudno bolezen, ampak me sploh ne briga. Ta stvar zgleda, kot da je polna gnoja. Sploh ne vem, kaj je to, kar prihaja ven iz nje. Tizga dela pa ne bom jedel. Bomo že spravili po grlu. Malo ima okus po ostrige. Samo da je peščeno, blatno in slano. Nekakšno gorivo pa je. V redu, gremo naprej. Sploh ne vem, kje je Frod. V redu, fantje, opazil sem raka. Zadnjih nekaj ur sem prečesavil to grmovje človek in imamo enega. Poskusati ga bomo morali ujeti z golimi rokami. O moj bog, tako sem utrujen, dobesedno se mi vrti. Nima pojma, da sem ga sploh opazil, fantje. Poglejte ga, če premaknem roko, se sploh ne bo premaknil. 3, 2, 1. V redu, zdaj ga imam pritisnenega. V redu, zdaj ga imam. O moj bog, iskali smo povsod. Imamo majhnega raka, a žal ni dovolj velik. Ta tip, vidite, da je samec tik pred levitvijo. Je pravega spola, a je malce premajhen. In ko rečem, da je tik pred levitvijo, to pomeni, da bo kmalu menjal oklep. Verjetno je zato tukaj zvit, se samo sprošča. Torej, to ni prava velikost raka, ki ga iščemo, fantje. Sonce pa že zahaja, nimamo več veliko časa do sončnega zahoda. Ne vem, koliko časa bomo še lahko iskali. Mislil sem, da imamo pravega orjaka. Morali ga bomo izpustiti in nadaljevati z raziskovanjem, ter ugotoviti, kje za vraga bomo tukaj spali. Pripravljen, prijatelj? Sedel bo kar tam in pripravljeni bomo za naprej. O moj bog. Mislil sem, da ga imamo. O ne. Prekleto, vse te majhne luže vode. To je zaradi plime, ki narašča. Ni dober. To pomeni, da nam praktično zmanjkuje časa, ne? Oh. Ej, kaj ješ? V redu, Frod je pravkar nekaj našla. Poskuša to pojesti. Kaj je to? To tam je v resnici del želvinega oklepa. In Frod ga poskuša pojesti. Ej, tega ne moreš jesti, punca. Ej. O, poglejte to. Imamo tudi oklep blatnega raka. To mora biti kot pokopališki del mangrov, fantje. Imamo tudi mrtvo želvo. Kaj se v resnici zgodi tem želvam je, da pride do ogromnih oseki, kot je tista, ki smo jo imeli danes, in potem obtičijo tukaj zgoraj in potem nekaj časa ni teh izjemno visokih plim in nimajo načina, da bi se vrnile v vodo in potem v resnici umrejo. Počivaj v raju, brat. Daj to ven iz ust. Ne. Daj si rakovo lupino iz ust. Daj si lupino iz ust, to ni zate. Gremo. Ona dobesedno želi pojesti vse. Dejansko smo našli star ponjavo. Človek male je umazana. Fantje, morda nimamo raka, ampak tukaj imamo staro ponjavo. Ta stvar je tako svinjsko umazana. Odvratno je. Frothy, našel smo si dom. To noč lahko ostanemo tukaj. To nam bo rešilo življenje. Upam, da nam bo nudila neko zaščito. To bi morali lahko uporabiti. Plima je preveč narasla, fantje, in zmanjkuje nam časa. Morali bomo pripraviti tabor za noč, se utrditi in jutri bo nov dan in šli bomo še globlje in dlje, kot smo danes. Običajno bi to uporabljal za napenjanje neke vrste zaščite pred soncem, ki bi nam nudila zavetje na otokih. Ampak tukaj v mangrovah, fantje, je polno teh malih žuželk, ki živijo v blatu in pesku, vse je vlažno. Resnično želiš narediti vse, kar lahko, da nisi na tleh. Če bi imel malo več vrvi, bi jo verjetno napel čez kakšno drevo in ustvaril nekakšno strukturo viseče mreže. Ampak tega razkošja tukaj nimamo. Videli ste, da imamo res samo najnujnejše. Zato bomo dejansko porabili kar to. Ni nam treba narediti veliko, v bistvu bomo to samo napeli naravnost čez. Poslušajte me, saj nismo več na tistem pesku. Raje sedim na tem, kot v blatu in vsem ostalem. Ne morem verjeti, da spim na grmu. To je prvič v mojem življenju, da sem to naredil. Froth, pridi preizkusi dno in domek. Ona je čisto izmučena.
Sonce zahaja zelo hitro in veter pojenja. To pa pomeni, da prihajajo ven vsi te majhni peščene mušice in me popolnoma uničujejo. Trenutno lezejo po meni. Torej je samo ena stvar, ki jo morava narediti, preden greva v noč. Frothy, morava se umazati z blatom. V redu, kar bova naredila je, da bova vzela ves ta blato tukaj in si ga razmazala po celem telesu. In to bo ustvarilo debelo plast na zunanji strani, ki naju bo zaščitila pred vsemi žuželkami in vsem ostalim skozi noč. O moj bog. V redu, malo ti bom dal še na nos. To te bo zaščitilo, punca, da te ponoč ne bodo pikali. Upam, da komarji ne morajo skozi to plast. Srečno jim. Punca, jutri morava dobiti še več hrane. Oprosti, ampak nocoj bova ostala lačna. Pred nekaj urami smo nastavila tisto pas za ribe. Plima pa je naraščala zadnji 2 do 3 ure. Zdaj je čas, da preveriva, ali je kaj živali v njej. Vidite lahko, da je zdaj plima. Nimam pojma, še nikoli nisem uporabljal takšne pasti. Iščem jo. Pipam za njo. Mislim, da je to odneslo nekaj velikega. Izginilo je. Prekletstvo. Nekaj velicega je to vzel, fantje. Ne. Ne. Stvar pri blatu na dnu tukaj, fantje, je, da ga poskušam čim bolj utrditi. Ampak ker je to blato, je težko, da bi se kaj res prijelo. Ne. Praktično sem zdaj naletel na kamnito dno. To ni dobro. O. To ni dobro. Mislil sem, da bomo imeli nekaj svežega mesa, punca. Nič nimamo, ničesar ne moremo storiti. Poskusili smo, očitno bomo morali jutri iti dlje in globje, kot smo danes. Vedel sem, da bi moral to bolj okrepiti. Prekleto. Jess in Frothy se pripravljamo na noč, ki je pred nama. Samo uživava v najnem prijetnem malem domu. Frothy, ona je zelo sproščena. Pravkar sem šel in vzel to zeleno palco tukaj. In ena precej kul fora je, da lahko dejansko samo odlomiš. Če ugrizneš njen konec, bo postal ves ščetinast. In potem lahko to poskusiš uporabiti kot zobno ščetko. To je dobro. Vem, da veliko izmed vas trenutno preživlja zelo težke čase v življenju. Zdi se, kot da je svet trenutno v popolni zmešnjavi, ampak želim povedati, da nisi sam. Če preživljaš težke čase, te imam rad jaz, Frothy in Bog, prijatelj. In v tem nisi sam. Molim za vas, ki se trenutno borite in vedite, da nas imate. In tako kot danes, so včasih časi težki. Ampak prepričan sem, da bo jutri prinesel čudovit nov dan. Ni možnosti, da bi jaz in Froth preživela jutri brez kakršnekoli hrane. Spravila se bova spat. Poskušala bova preživeti noč in potem se jutri zjutraj vidimo na vse zgodaj. Nov dan, novi izzivi in upajmo, da tudi kaj hrane za mene in Froth. Dobro jutro vsem skupaj, zdaj smo na drugem dnevu. Frothy, kako si spala, punca? Fantje, tako blatni in lačni smo trenutno. Froth pa ni zadovoljna z mano, fantje. Vso noč sem jo pustil tukaj zunaj. In danes imamo en cilj in to je, da raziščemo dlje, kot smo včeraj. Fantje, trenutno me popolnoma napadajo peščene mušice. Imam ves ta blato po sebi, ampak mi res ne pomaga kaj dost. In veste, da že 2 dni nismo jedli človek. Tako zelo sem lačen zdaj. Verjetno zgledam kot na pol posesan mango. Frothy, ti si umazano, dekle?
Trenutno brusimo naše orožje, ker se odpravljamo na ultimativni lov za drugi dan. Vse tukaj se vrti okoli plime in oseke. Trenutno imamo srednjo plimo, kar pomeni, da je na površini teh muljastih plitvin malo vode. Uporabili bomo to sulico, ki smo jo izdelali, v upanju, da najdemo skate, ribe, lignje, hobotnice, karkoli bomo pač našli. Prihaja ultimativni lov. In vidite lahko Frotja in mene, oba sva izčrpana. Torej obstaja samo ena stvar, ki jo potrebujem. Veste, ko vzamem to hitro poživilo, bom tukaj ponovno rojen in dobil ogromno energije. In to je tisto, kar potrebujem za ultimativni lov. Spimo to, fantje. Gremo! Pridna punca. Punča, gremo! V redu, fantje, ponovno smo se rodili. Jaz in Froti tukaj, gremo na lov. Gremo, punca. V redu, fantje, to je približno tam, kjer želimo biti. Okoli mene lahko vidite te velike peščene ravnice, tukaj imamo tudi malo vode. Prima se umika in to bo dobra priložnost, da najdeva kakšno hrano. Tukaj bom preplaval ta del. Froth, daj nov. Gremo. Pridna punca. V redu, pridna punca. Ne, to ni tvoja palca, Ne, ti si kar. Ves čas, ko sem poskušal preplavati to reko, je Froth mislila, da je sulica njena palca in me je vlekla nazaj na sredino. Prav pred menoj je Frotina najljubša stvar na svetu. 3, 2, 1, gremo. Gremo, punca, dej no. Froth je čist ponorel, poglej to. Počakaj, dej no, vrni se. Torej, načrt napada, fantje, bomo šli po teh plitvinah, tukaj imamo sulico, s katero bi morali nekaj prebost. Če Froth ne bo vsega prestrašil, moraš biti tih, v redu, moraš biti tih, umiri se, vse boš prestrašil. V redu, vidite vse te luknje okoli mene, te so dejansko naredile raže, fantje. Kar naredijo je, da pridejo na te plitvine in posesajo ves pesek. To je to. Kot so črvi, lakci in cela kupica mehkih rakov. In to je tisto, kar iščemo. Katerokoli vrsto raže, ribe ali hobotnice, ki jo lahko nabodemo s tole sulico, bo super. O, poglejte to, vidite tukaj, fantje, tole tukaj, to je dejansko od flatheada. Obstaja ploščata riba, ki leži v pesku tako, fantje, in se dejansko zakopljejo. To je res dober znak. Tiste ribe tam lahko s to sulico res nabodemo. Zagotovo imamo našo prvo ražo. O, Froth, pridi sem! O, ne, Froth! Vrgal bom. Pravkar sem ga zgrešil. Morali bi videti kakršnokoli gibanje. In Froth je dobesedno povsod, kot čebela na medu. Je najbolj opazen prekleti zlati prinašalec na planetu. V redu, pravkar sem opazil nekaj ciplov tukaj. Pridna punca, Froth mi dobesedno prinese mojo sulico, fantje, poglejte, pridite dol, imamo velicega raka tukaj, o ne, kam je šel, fantje, imeli smo res velicega blatnega raka. Ne, to bi lahko bilo to, človek. Nisem videl, kako velik je bil, zato ga nisem hotel prebuditi za vsak slučaj, če bi bila morda samica. Ampak to je bil velik rak. Realno je pobegnil v to motno vodo tukaj. Froth, punca, to je tisto, kar smo želeli. Velik blatni rak, ki je sedel prav tukaj. To je to, kar iščemo. Vidite, fantje, imamo malo vode čez te plitvine. Tukaj bi moglo biti neki živali, ki so obtičale in se prehranjujejo, ker ni veliko vode. Počasi, v redu, fantje. Ravno sem opazil, skratka, tukaj zgorej Froth flow. Nočem, da stopite nanj. Imamo skratka prav tukaj. Fantje, pustite, da pogledam. Imamo ga čist blizu. Poglejte ga, ravno se prehranjuje. Hej, usedi se, poglej ga. Človek samo čaka. Počakaj, hej, umiri se, poglej ga. Imamo ga prav tukaj, točno tam. To je čudovito bitje. Prva žival, ki smo jo našli. Zdaj jo bomo pustili pri miru. Samo plava ob obali. Sploh ne ve, da sem tukaj. Poglejte ga, res samo plava.
tega bomo pustili živeti. Morda je to največje tveganje, ki ga sprejmemo, ampak fantje, mislim, da lahko najdemo nekaj malo boljšega. Ne bo veliko mesa na njem, zato bi ga sicer lahko vzeli, ampak ga bomo tokrat pustili. Prav, gremo, Frod, dekle, gremo. Našla bomo nekaj, kak se bo malo bolj boril. Še naprej bomo iskali tukaj. Fantje, tukaj imamo sket, poglejte ga, vidite ga. Poskusili bomo. O, plavka se je ustrašil nas, človek. O, moj bog, Frothy, punca, to je bila dobra priložnost za sketa. Prekleto, v redu, gremo naprej. Tukaj naprej se nekaj žival hrani, ne vem kaj je. Počasi, Froth. O, moj bog, fantje, to je ena najlepših stvari sploh. Poglejte to. Mislim, da je to leopardji sket tukaj naprej. Fantje, poglejte vzorc na tej živali. Ta stvar je neverjetna. Brate, počasi. O, moj bog, tam gre. Vidiš, poglej vzorec na njem. Vzorec je nor, človek. Pravka pri leopardu. Ej, Frod, upočasni, ni šans, da bi lahko ujel to žival. Ta stvar je prelepa. O, moj bog, Frothy, poglej, kaj imamo tukaj. Punca, poglej to. O, moj bog, fantje, poglejte to. Imamo vse te morske pajke, fantje. Tem pravzaprav pravimo vojaški raki. In razlog za to je, da se premikajo v celih armadah čez plitvine. Vidite jih lahko tukaj. Res so nenavadne živali, kot neki modri morski pajki. Jaz pa Froth sva trenutno res na dnu. Pravkar sva našla vse te vojaške rake, ki se premikajo čez plitvine. Pojejva jih surove. Ne vem, kako bo to šlo. O, surov rak. Tu je ugabno in Frod je pravkar to videl, fantje. To je, kada pogoltneš steklo, napolnjeno s sladkim gnojem. To je za nič. Ni čuden, da nočeš jesti tega, punca. Moramo dobiti nekaj boljšega. Ni šans, da pojem pes teh stvari. To se pač ne bo zgodil. Poglejte to, fantje. Imamo sokola točno nad nami, ki verjetno poskuša planiti na Frota. Vidiš, tam imaš sokola. Ne vem, zakaj me poskušal slediti. Nimam hrane, prijatelj. Tudi jaz jo iščem. Zdaj Frod poskuša priti do njega. V redu, fantje, tukaj imamo raka. Poskusil ga bom pritisniti ob tla. Ne vem, kakšen rak je, kako velik je. Samo pritisnil ga bom naravnost dol. Sedi točno tukaj, vidite ga tukaj. O ne, poglejte ga tukaj. Poskušam ga prestrašiti. O ne. V redu, prav tam se je zakopal, jaz pa bom šel naravno za njim v zadnji. V redu, zdaj ga imam pritisnenega. Poglejte tole, fantje. Mejhna samica, res lepa, mala rakovica. Ravno se je sprehajala tukaj. To je tisto, kar iščemo. Le da mora biti samec in približno 5-krat večji od te. Tako lahko ugotovim, da je ta samica. Fantje, tukaj spodaj imajo svojo mehno ploščico, kjer shranjujejo vsa svoja jajčeca. Ne bomo je preveč motili, pustili jo bomo. Frati, tole pusti pri miru. Ej, no, začnimo. Fantje, tukaj najdemo kar dobre stvari. Prav, mislim, da bo to dobro. Gremo naprej. Vreme se je dobesedno pravkar obrnilo, zdaj je nebo popolnoma črno in okoli mene začenja močno deževati. To ni dobro, punca. Nimamo hrane in vreme se obrnilo na slabše. Poglej to so dobesedno črna nebesa. Vse to prihaja, če jaz dobesedno vidiš, kako dež prihaja skozi. O ne, tako je mrzlo, ne. Upam, da bo to kmalu mimo, fantje. Zgleda kot deževni oblak, ki prihaja čez. Poglejte to, izkoristite ta trenutek. Saj veste, bil sem tako blaten, zadnjih nekaj dni nisem imel veliko tekočine. Nekako to sprejemam, morda je malo mrzlo in vetrovno, ampak človek, ta sveža voda, moje telo se počuti odlično. Poglej vse te rake, to je noro. Kaj? Poglej Frota zdaj. Hej, pazi, Frot, uščipnil te bo. Je ravno za tem mehnim blatnim rakom. Poskuša ga ujeti, ampak te bo ugriznil, pridna punca, je premajhen. V redu. Gremo naprej. Daj no, imamo raka. Samo ga bom pritisnil. Pripelo ga bo.
O, ne, kam greš dekletom? Dej no, modri plavalni rak, modri plavalni rak, modri plavalni rak! O, ne, pomiri se, prijatelj. V redu, pravkar je šel pod vodo. Poglejmo, če ga lahko dobimo. Moral ga bom pritisniti. Podav, tukaj bomo morali biti previdni. Že delam. Tako, izvoli. Prekletstvo. Imeli smo modrega plavalnega raka, fantje, in mislim, da je bil tudi ta dovoljene velikosti. Prekletstvo. V teh rakih ni veliko mesa, ampak je eno najslajših rakovih mes. O, tako sem razočaran zaradi tega. Zdaj sem mrači in stvari postajajo težke. Človek, iskal sem že nekaj ur in sem popolnoma izčrpan. Zadnja 2 dni nisem nič jedel. Skoraj je že noč in gremo na zadnji lov. Zdaj moram nekaj ujeti. Fantje, resnično omagujem. To ni dobro, res ni. Froth, upočasni, Froth, tik pred tabo je. Imamo sket. Upočasni, mirno, pridi sem. Zgrešil sem ga. O, ne. Pazi, Froth, pazi, oj! Fantje, pravkar smo to izgubili. Mislim, da moja sulica ni šla skozi njega, človek. Mislim, da sem ga samo prpel in ko se je izvil, je samo pobegnil. Tam je bilo za Frotha res nevarno. Se je skoraj skakala na tisto morsko ražo. Ni dobro. Velik krak. Imam ga, človek, ja. Imamo raka, ja. En strel in takoj smo ga pokončali. Uspel nam je, imamo hrano na sulci. Čas je, da spečemo tole. Djemo, punca. Človek, to je čudovit rak. Poglej to, učistili ga bomo. To je lep, močan rak. Redo. Kar bomo naredili, je, da bomo otrgali glavo, tega ne želimo. In potem bomo samo očistili notranjost tukaj. Samo vse bomo očistili, potem pa bomo to preprosto prepolovili. Vem, da veliko ljudi obožuje vse sokove znotraj telesa, fantje, ampak jaz imam najraje meso v kleščah. To je moj najljubši del. Prav, fantje, naš ogenj res dober gori zdaj. Vsi napište v komentarje, da se kuha. Tako lačen sem trenutno. Če bi vam lahko razložil, kako težko je bilo danes, ste videli, da sem lovil toliko živali, tudi s tistim zadnjim poskusom nismo nič ujeli. In potem je Bog dobesedno postavil tega raka naravnost predne, fantje. In dobili smo raka, ki smo ga iskali. Tako sem odušen zaradi tega. Zdaj bom pripravil tega raka, fantje. Svetloba nam hitro pojenja. Tako da ga bom vrgel naravnost na vrh. Ja, to je bil eden najbolj norih samostojnih preživetvenih izzivov doslej. Rak se dobesedno še vedno premika na ognju. Zdaj, način, kako bomo vedeli, da je to pripravljeno, je, da bo dobilo lepo oranžno barvo. In potem bi ga morali lahko odstraniti in meso bi morali biti ravno prav kuhano. Ne skrbi, draga. Prav tako sem utrujen kot ti, ampak imamo hrano na ognju. O, moj Bog. Vroča je, zato to počnemo. Imamo svežega raka na ognju. Odprli jo bomo. Prav, fantje, tukaj imamo naše lizike iz blatnega raka. Ena zame, ena za Frotha. Izvoli, punca, pojej. Pođej. Tako, to je to. Ona nima niti dovolj energije, da bi vstala, fantje. Dobesedno je to kar stal. Prav, zdaj bo pojedla svojo liziko iz blatnega raka. Jaz imam svojo. Pojejmo. Kako dobro je to, mala! To je bil eden najbolj norih solo preživetvenih izzivov doslej. In jaz in Froth sva to uspela. Zdaj greva stran od tod. Tukaj imamo še več videov. Če želite gledati še več, ne pozabite všečkati in se naročiti. Se vidimo v divjini. Čihu!